Lep pozdrav, sem Mitja Mitnjak. Danes bom pa posebej za vas pripravil en tak bio-dietni recept, ki se mu reče dietne čoko gobice. Zakaj dietne, zakaj čoko, pa zakaj gobice? Dietne zato, ker bo to v bistvu pecivo, priboljšek ali nadomestek obroka, ki je v bistvu praktično brez ogljikovih hidratov, oziroma vse, kar bo vsebovalo od ogljikovih hidratov, bodo to bolj ali manj vlaknine. Vsebovalo pa bo kar dosti beljakovin in pa zdrave maščobe. No, pa se lotimo, kaj za to pecivo potrebujemo. Potrebujemo beljakovinski prašek. Jaz sem izbral čokoladnega, zato bojo tudi gobice čokoladne. Vi lahko izberete kakršenkoli okus. Imamo od proizvajalca Reflexa. Potem potrebujemo L-glutamin, tudi od proizvajalca Reflexa. Kakao, če se le da, si nabavite bio kakao, ker se splača, gre se le za vaše zdravje. Potem imamo tukaj cimet in pa bio laneno seme. In da pa še ne pozabimo glavne sestavine, to so pa jajca. Priporočljivo je, da če imate možnost, kupite mogoče od kakšnega kmeta, da je to bio reja in pa so potem nekako to bio jajca. Da pa bo vse to skupaj lepo se lahko peklo in pa da bomo lahko lepo dalje odmerili sestavine, potrebujemo vsekakor še tehtnico, modelčke za tele gobice, ki so v bistvu modelčki za mafine, tele papirčke, da se nam masa ne sprime, nekaj posodic in pa mešalnik, pa kuhalnico. No, pa ker verjetno ste že nestrpni, pa se lotimo priprave tega. Potrebujemo tehtnico. Prvotno bomo na tehtnici odmerili sestavine. Vložimo posodico, damo na nulo. Začeli bomo s proteini oziroma beljakovinskim praškom. Tega potrebujemo 75 gramov, oziroma to je 6 meric, ker pač jaz osebno ravno ne zaupam mericam, bom kar meril, pa da vidimo, kako točno bo. Ena. Vidimo, da je 70 gramov, lahko dodamo še 5. V tem primeru proizvajalec ni bil najbolj natančen pri izdelavi merice, mogoče pa tudi moje odmerjanje ni bilo tako zelo natančno. Evo, tresemo, damo zopet na nulo. Bio kakava vzamemo eno čajno žličko, oziroma če damo mogoče bolj polno žličko, bo to zneslo približno 5 gramov. Evo ga, 5-6, super. Potem malo cimeta za boljši okus, oziroma da bo malo dišalo tudi med samo peko. Cimet date po želji, pretiravati z njim ni priporočljivo, ker ima cimet dokaj močan okus. Potem damo v našo posodico eno merico glutamina, oziroma 5 gramov, lahko zopet damo tehtnico, pa nič. Zopet damo zelo polno merico. Naj bi bila sicer merica 5 gramov, ampak ponavadi, dobro vidite, okrog 3, še malenkost dodamo, da imamo približno 5 gramov. Potrebujemo še pa 15 gramov bio lanenega semena, ki ga predhodno zmeljemo lahko v kavnem mlinčku, lahko se kupi že zmleto. Jaz imam tukaj že pripravljenega zmletega. Zopet tehtnico na nič in kar lepo odmerimo 15 gramov, to bo približno 3 polne žličke čajne, seveda, evo 16. Pravijo, da od viška glava ne boli, še posebej, kadar se gre za vlaknine, kajti bio lanena semena vsebujejo ogromno vlaknin,
če pogledamo tukaj zadaj tabelo energijskih vrednosti oziroma povprečna hranilna vrednost na 100 gramov, ima na 100 gramov laneno seme 525 kilokalorij, 19,5 gramov beljakovin, 35,3 gramov ogljikovih hidratov, tega nič sladkorjev, odlično, 34 gramov maščob, to seveda so zdrave maščobe, in pa prehranske vlaknine, ki jih je kar 27,9%, kar pomeni, da je v bistvu večinoma vlaknin, kar se tiče ogljikovih hidratov. Pa še pogledamo za kakav biološke vrednosti. Ko tudi vidimo, da na 100 gramov imamo 21 gramov maščob, potem ogljikovih hidratov 14,5 gramov, 28,1 grama proteinov oziroma beljakovin. Kar nam zopet pove, da je to v bistvu večina beljakovin pa vlaknin. Torej, kot sem omenil na začetku, bo to jed oziroma sladica, ki bo vsebovala izjemno malo ogljikovih hidratov, ki bo v bistvu beljakovinska in dobra za vaše zdravje in dobro počutje, pa tudi mišice vam bodo hvaležne. Sedaj to dobro pomešamo, smo vse sestavine odmerili, da ne bo slučajno kakšnih grudic, da dobimo lepo čokoladno kakavovo zmes. Zakaj smo dodali kakav? V bistvu mogoče zaradi boljšega okusa, pa tudi je znano, kot sami veste, da čokolada oziroma kakav, to so snovi oziroma to je hrana, ki dvigne človeku hormon sreče. No, verjetno ste že večkrat slišali, da če kdo reče, da je kdo nesrečen, naj poje malo čokolade, da čokolada osrečuje, tako je tudi z našim kakavom. Posebej pa, ker je bio, bo zelo dobro koristil in pa tudi zelo dobro bo za okus. In pa še glavne sestavine, oziroma glavna sestavina vsega, to pa jajca. Jajc potrebujemo 6. Lepo zdaj bom jaz ločimo rumenjake in pa beljake. No, malo so tudi dovratno. Včasih kakšna lošina kar poči in se rumenjak tako znajde v nepravi posodi zraven beljaka. No, tako smo že skoraj pri koncu, manjka samo še eno jajce za ločiti. Ob tej priložnosti vam pa lahko pokažem en enostaven trik, kako v bistvu, če niste preveč spretni, tako kot tudi jaz ne, pri ločevanju rumenjakov in beljakov, kako lahko to storimo na enostaven način. Vzamemo posodico, tako da bomo dali malo sem. In kar lepo jajce stremo v eno celo posodico. Potrebujemo flašo. Najbolje, da je neutralna, da ni bilo not recimo nekaterih Coca-Cola ali pa česa, ker pač potem okus le ostane. Jo dobro splaknemo in potem samo, seveda mora biti prazna, nastavimo na jajco, malo stisnemo plastenko, nastavimo na rumenjak in rumenjak lepo posesamo vanjo. To je rumenjak v plastenki in ga samo iztisnemo ven. Beljak pa lepo ostane v svoji posodici in je jajce ločeno. In sedaj, ko imamo vse glavno pripravljeno, se pa lotimo še zadnjega dela, torej, da bomo stepli jajca, rumenjake in beljake posebej. Iz beljakov bomo naredili sneg, iz rumenjakov pač ne bo žal nastal sneg, ker pač tako je, ampak vseeno, da bodo malo stepena. Pa ker je malo bolj mogoče delo, pri katerem se lahko umažemo, še malo reklame za Slovensko Laško, naredimo si nadaljnji pasnik, vam seveda ni potrebno, če ste tako dobri in mislite, da se ne boste popacali ali pa
če ne želite tega, evo, se lotimo stepanja beljakov. Klopimo, seveda potrebujemo mešalnik, lahko tudi ročno, ampak traja. Jaz bom kar z mešalnikom. Evo tako, beljaki so stepeni, vidimo, da dobimo dokaj trd sneg. Sedaj se lotimo pa še rumenjakov, to nam bo vzelo v bistvu manj časa. Ko tudi rumenjaki so stepeni, pod narekovaji. Tole sedaj damo sem, sedaj pa gremo vklopiti še pečico. Klopili jo bomo in nastavili na pečenje zgoraj in spodaj enakomerno. Prižgali jo bomo na 180 stopinj. Pecivo bomo pa pekli na tanko 23 minut na srednjem nivoju. Še, ko smo pečico vklopili, kuhalnico ročno, se kakaj drugačne, najverjetneje ni, in prvo v beljake zlijemo naše stepene rumenjake. Čim več zdravih maščobic, na to potem lepo premešamo. In pa na koncu še dodamo vso našo tole odtehtane sestavine, ki smo jih predhodno tehtali. Čim bolje premešati, da ne dobimo grudic, in pa mešamo tako dolgo, da dobimo takšno fajno, homogeno zmes. Evo ga, zmes je zmešana, vidite kako izgleda. Sedaj pa vzamemo modelček za mafine, vanj položimo tele plastične papirnatne šalčke, prav tako za mafine. So pujski, pikapolonice, 4-peresna deteljica, da bo naše življenje malo bolj pisano. No, če ga imate mogoče že pisanega, lahko kupite kar navadne, bele, ali kakršnekoli se pač dobijo. Lahko pa tudi ni vam treba narediti tega peciva v obliki gobic, pač to potem niso gobice, ampak lahko enostavno v navaden pekač položite papir za peko, vlijete, date pečiti in je to to. Jaz nekako vam mogoče raje gobice. Stranimo z kuhalnice, vzamete žlico in lepo začnete delati gobice. Vidite, smo skoraj že zaključili. Še mogoče žličko ali dve in mase bo zmanjkalo. In tudi gobice bodo lepo nafilane in pripravljene za nadaljnjo peko. Tako to izgleda, preden položimo vse skupaj v pečico. Ko pečica je ogreta, naša naloga je samo še, da položimo pekač v pečico.
in pa da gobice pečemo na tanko 23 minut. Če pa želite, da so gobice malo bolj mokre, da niso tako suhe, jih pa pecite le 20 minut. No, pa se vidimo ponovno čez 23 minut, ko jih bomo vzeli ven. Tako, urica nas že kliče. Med tem časom smo bili pridni, pomili še posodo, ker nažalost se ni nobeden javil, da bi pomagal, posodo pomil, pač to tako nehvaležno delo. Evo, tukaj vidite tele naše dietne čoko gobice. Sedaj jih pa samo še lepo pojemljamo ven, serviramo na krožnik. Kakšna vrsta gobi, kaj je to bila? No, dietna pa čoko vsekako. Mogoče je bilo podobno kakim jurčkom. Pa mogoče celo čisto kakšni novi vrsti. Zdaj, po vsem skupam, ko se tole shladi, predlagam, da se kar lotite. Mogoče celo nekateri na poti v službo v avto, nekateri v šoli, na faksu, nekateri kot priboljšek za pokosilo, nekateri pa kar tako vmes, dober tek.